Spoštovane gospe, spoštovani gospodje, jaz bom pa na podoben način, kot je kolega Maver, ki je neverjetno dobro informiran o razvoju socialdemokracije in političnih gibanj v času tranzicije vse do zdaj v vzhodni Evropi, verjetno najbolj na Slovenskem, in bi bilo dobro, če bi ga na kakšno fakulteto povabili, da vsaj tak kurs, en mesečni kurs drži, da nam vsem malo razsvetli te dogodke. No, jaz bom pa na ta način pogledal, kako je to bilo pri nas na Slovenskem. Naslov referata je Ponovna ustanovitev evropske socialne demokracije na Slovenskem v letih 88, 89 in potem njen razvoj tja do konca leta 92. Slovenska pomlad, konec 80-ih let, je prinesla ponovno rojstvo socialdemokratske stranke, ki jo je v socialistični revoluciji med narodno-osvobodilno vojno likvidirala Komunistična partija Slovenije in za skoraj pol stoletja vzpostavila voluntaristični, neorganski sistem, ki je bil hud odklon od zahodnoevropskega demokratičnega. Socialdemokratska stranka se namreč od zadnje tretjine 19. stoletja v Evropi in tudi na Slovenskem bile sestavni del demokratične družbe. Predvsej pomembno vlogo so igrale tudi med obema vojnama in bile predmet najhujših napadov obeh totalitarizmov, nacifašističnega in bolševiško-komunističnega. Ko se je konec 80-ih let vase zrušil leninistični komunizem, je nastala v vzhodni Evropi politično pluralna družba in je pomembno mesto v njej ob liberalnih in krščansko-demokratskih strankah zasedla tudi socialno-demokratska stranka zahodnega evolutivnega reformnega tipa. Slovenija je v tej obnovi političnega pluralizma poseben primer. Kljub temu, da je bila socialdemokratska stranka Franceta Tomšiča in Jožeta Pučnika ena prvih demokratičnih strank, ni prišla do večje veljave, zato so trije vzroki. Prvič, šibka socialdemokratska tradicija v Sloveniji, drugič, prevlada liberalnih in krščansko-demokratskih pogledov in političnih agensov pri obnovi slovenske demokracije in tretjič, ohranitev precej velike moči in vpliva komunistične partije, ki se je v zadnji fazi pred tranzicijo začela reklamirati za socialno-demokratsko stranko. Kljub temu pa je socialdemokratska stranka Jožeta Pučnika odigrala pomembno vlogo na momente kar avantgardno pri slovenski državni osamosvojitvi. Zdaj bom pa jaz te tri točke malo razčlenil in potem malo o socialdemokratski stranki, ko je že rojena in ko je delovala. Prvi socialdemokrati na Slovenskem v prvi polovici ob koncu 60-ih let so bili zelo radikalni in propagirali veliko delavsko revolucijo, slogan čas velikega socialnega punta, vesoljnega socialnega punta se bliža. Revolucijo, ki bo zrušila krivični kapitalistični red. Tako so na socialdemokratskem kongresu v Neudorflu pri Dunaju 1874 slovenski socialdemokrati podpirali radikalno strujo proti Zmirni. Toda oster pritisk avstrijske vlade in obsodba vodilnih radikalcev so tej struji vzele za let in v avstrijski socialdemokraciji je prevladala umirjena reformistična struja, ki je organizirala potem leta 1888 za staro leto pa na novo leto 88-89 nov kongres v Heinfeldu, ki so se ga udeležili tudi Slovenci. Jaz ne vem, a me razumete, ker mi tole nekam preveč mi je, bi moral tako govoriti, ampak jaz gledam. Tudi Slovenci in tako lahko imamo ta kongres tudi za rojstvo socialdemokratske stranke na Slovenskem. Bila je kot vsa avstrijska izrazito reformistična v socialnem smislu, kar je bilo pametno. Toda v ideološkem smislu je bila izrazito dogmatska in je vztrajala pri dogmatičnih marksističnih pogledih glede mnogih bistvenih socialnih in političnih problemov na Slovenskem. Tako je eden od ustanovnih in vodilnih članov slovenske
socialne demokracije leta 1866 Melchior Čobal na 6. kongresu avstrijske skupne, še takrat socialne demokracije, nasprotoval, da bi se socialna demokracija ukvarjala tudi s kmečkim vprašanjem. Leta 1912 pa je ob problemu osamosvojitve češke socialdemokracije izpod okvira avstrijske napadal Čeh in plediral za jalov internacionalizem avstrijske socialdemokracije. Takšna usmeritev slovenskih socialdemokratov ni mogla prinesti večjega prodora in vpliva v slovenski tradicionalni in kmečki družbi. Eden njenih bolj lucidnih in nedogmatskih voditeljev, Albin Prepeluh, je ocenil, da se pot slovenskih socialdemokratov vije po samoti. To je mislil, da niso se mogli uveljaviti, da sami hodijo tam nekaj ob strani. Drugi socialni demokrat Ivan Cankar pa je leta 1918 v svojem predavanju Očiščenje in pomlajenje zapisal, da je stranka ujeta v jalov dogmatizem, da je postala nekakšna verska sekta, da ni videla naroda in narod ni videl stranke. Tako slovenski socialdemokrati leta 1917 niso hoteli podpreti smiselne majniške deklaracije in ustrajali pri jalovem dogmatskem stališču, da je rešitev za slovenski narod v splošni socialni revoluciji v Avstriji, ki pa ni bila na vidiku. Med obema vojnama v novi jugoslovanski državi so socialni demokrati ustrajali v svojem ideološkem dogmatizmu, ki se je kazal v najostrejših napadih na katoliško cerkev in na samo krščanstvo, pa tudi v neki novi varianti internacionalizma, tokrat v obliki jugoslovanskega unitarizma. To je zopet preprečevalo večji prodor v slovensko, še vedno pretežno katoliško in kmečko družbo, ki pa je bila slovensko narodno zavedna in si je prizadevala za ohranitev slovenske narodne identitete in za slovensko avtonomijo. Socialni demokrati so v jugoslovanski državi izboljšali svoj politični položaj malo. Z razvojem industrije in rastjo kvalificiranega delavstva v delavskih središčih in nekaterih mestih so izboljšali položaj. Naprimer v Mariboru, Celju, kjer so občasno celo osvojili mestne svete, mestno občino. Vodili so po sporazumu z liberalnimi centralističnimi vladami tudi dve pomembni državni instituciji delavske zaščite, Delavsko zbornico in Zavod za zavarovanje delavcev. Svojim delavskim sindikatom, strokovno komisijo, so prevladovali med sindikalno organiziranim delavstvom in z vsemi sredstvi netolerantno branili svoje pozicije proti rasti krščansko-socialističnega sindikata ISZ in proti svojim odcepljenim komunističnim sodrugom, ki so jim očitali revolucionarni utopizem in voluntarizem. V svojem ideološkem brezpotju in izgubljenosti so se leta 1938 za volitve v Jugoslovansko narodno skupščino celo povezali s ključnim socialnim nasprotnikom za slovensko liberalno stranko. Skupaj z njo so leta 1941 ob okupaciji Slovenije pristali v brezglavi atentistični drži. Niso se razen redkih izjem priključili Osvobodilni fronti in ta jih je že februarja-marca 1943 odpisala iz slovenske zgodovine z dolomitsko izjavo. Po vojni so bili v komunističnem sistemu prepovedani kot vse druge stranke in njihova tradicija je bila sistematično brisana. Nekaj pozitivne socialdemokratske tradicije so si zlagano, zvito prisvojili slovenski komunisti, čeprav je bil leninistični komunizem popoln odklon od evropske socialne demokracije in njen najhujši sovražnik. Toda med Slovenci se je v času komunizma in vse do danes kolaportirala oznaka, da so komunisti dediči socialne demokracije. In ta oznaka se je med nekomunističnimi Slovenci prijela in s tem je bila tudi vsa socialna demokracija avtomatično kompromitirana, tudi tista evropska, res demokratična, ki se je že davno, dokončno pa leta 1959, odrekla marksizmu in voluntarizmu. Tako so imeli prvi slovenski evropski socialni demokrati, to pa so bili ljudje, ki so delali ali študirali v inozemstvu, predvsem v Nemčiji, in poznali evropsko socialdemokracijo, ob nastajanju socialne demokratske stranke velike težave prepričati ljudi, da ustanavljajo takšno nemarksistično, nedogmatsko stranko, kakršna je na primer nemška, avstrijska, nizozemska
ali skandinavska socialna demokracija. Za večino Slovencev je bil to le zvit poizkus na fin način prevarati in pridobiti ljudi za novo varianto socializma, kljub jasnemu poudarjanju Tomšiča in Pučnika, da gre za novo socialno-demokratsko stranko, ki je za socialno tržno gospodarstvo in za socialno zaščito in pravice delovnih ljudi nasproti kapitalu, podobno kot tedanje moderne evropske socialdemokratske stranke, ki obsojajo socialistično revolucijo. Drugič, o liberalcih nekaj. Liberalci in krščanski demokrati, zlasti prvi, so od vsega začetka politične pomladi nasprotovali ustanovitvi socialdemokratske stranke. Eden od liberalnih voditeljev, Dimitrij Rupel, je zagovarjal koncept, naj se vse demokratične opozicijske sile povežejo v eno enotno protikomunistično in protisocialistično stranko, ki bo najlažje in najuspešnejše konkurirala Zvezi komunistov in Socialistični zvezi. France Tomšič je tako imel težave pridobiti kakšne ugledne slovenske dizidente, zlasti iz vrst izobražencev, da bi vstopili v vrste socialdemokratske stranke. Za ustanovitev katere je dal pobudo že decembra 87, danes to slišali lepo, in leto pozneje začel s pripravami za njeno ustanovitev. Poskušal je celo prepričati Franceta Bučarja, uglednega dizidenta, da bi sprejel predsedništvo stranke. Dr. Bučar mu je iskreno povedal, da on ni socialni demokrat, ampak le demokrat širšega spektra. Ni pa imel nič proti ustanovitvi socialdemokratske stranke. Prvi ugledni intelektualci, ki so se vključili v pripravljalni odbor, so bili Andrej Magajna, Katja Boh, Gorazd Drvenšek in kmalu sta se pridružila še Matjaž Šinkovec in dr. Jože Menzinger. Najpomembnejšo okrepitev pa je socialdemokracija dobila v začetku leta 1989, ko se je pridružil najbolj ugledni in edini pravzaprav pravi slovenski politični dizident, dr. Jože Pučnik. On je tudi nastopil zahtevo, da se porajajoča slovenska protikomunistična opozicija organizira idejno in politično pluralno. Tako so po prepričanju Franceta Tomšiča, avtorju tega referata, hoteli socialdemokrati ustanoviti svojo stranko že januarja 1989, toda po njegovem prepričanju je dr. Dimitrij Rupel v krogu opozicijskih aktivistov dosegel, da se mora prvo ustanoviti Slovenska demokratična stranka, češ da imajo njeni simpatizerji, to so bili predvsem krog sodelavcev Nove revije, največje zasluge za slovensko politično pomlad. To Ruplovo mnenje so upoštevali in prva je bila v začetku februarja ustanovljena Slovenska demokratična zveza, nekaj malega za njo pa Socialdemokratska stranka Slovenije. Obe sta potem v letu 1989 dobro sodelovali v političnih akcijah za spremembo državnega in političnega sistema, ki naj se izvede na demokratičen način z volitvami. Prva najpomembnejša politična akcija je bila skupna politična deklaracija slovenskega političnega programa 8. maja 1989, tako imenovana Majniška deklaracija, ki je zahteval odpravo nedemokratičnega enopartijskega sistema, vzpostavitev samostojne slovenske države, ki bo po svojih naravnih, ki bo demokratična, pravna in socialna in ki bo po svojih naravnih možnostih nudila najboljše pogoje za materialni in duhovni razvoj svojim državljanom. Deklaracijo je podprlo tudi Slovensko krščansko socialno gibanje, ki se je pozneje v novembru organiziralo pod vodstvom Lojzeta Peterleta v Slovensko krščansko demokratsko stranko. Vse tri stranke so si tekom leta 1989 ustvarili v javnosti prepričanje, precejšnje simpatije in nekako pridobile tedanjo in nekako prisilile tedanjo komunistično oblast, da je septembra 1989 sprejela pomembne amandmane k slovenski ustavi, ki so Slovencem in Sloveniji zagotavljali suvereno razpolaganje z njenim ustvarjalnim bruto produktom in poveljevanje v miru vsem oboroženim silam v Republiki Sloveniji. V začetku oktobra so opozicijske sile na pobudo Jožeta Pučnika prekinile jalove pogovore na okrogli mizi o tranziciji s Socialistično zvezo delovnega ljudstva, ki so
ko so ugotovile, da stare sile te pogovore izkoriščajo le zato, da bi ostale na oblasti in da se sistem ne bi veliko spremenil. Konec novembra so se vse tri imenovane opozicijske politične zveze sklenile povezati v demokratično opozicijo Slovenije, kateri je socialdemokrat Matjaž Šinkovec predlagal ime, zelo dvakrat simbolično ime Demos. Za predsednika Demosa so tako izbrali dr. Jožeta Pučnika, s čimer so mu dali priznanje za njegovo dotedanje politično držo in tudi priznanje, da je sposoben za demokratičen način voditi Demos. Šlo je pa tudi za nekaj druga. Bilo je predlaganih kar nekaj več ljudi, zlasti iz demokratične zveze, ki so bili pa takrat še malo premalo korajžni. Gospod Oman, ki bil pa prvi predlagan kot neki najstarejši član tega kolektiva, pa rekel, jaz, veste, sem kmet, jaz se s kmetijstvom ukvarjam, ne s celo slovensko politiko, nisem zato sposoben, ta združenje bo pa vse slovenska organizacija in jaz imam svojo kmečko stranko zelo veliko opravka in tako je Jože Pučnik na to pristal, ne da bi se polakomnil iz neke ambicije, da želi biti prvi. Na prvi tiskovni konferenci Demosa 4. decembra 1989 je njegov predsednik dr. Pučnik podal drzno izjavo, da so se združeni v Demosu odločili, da prevzamejo odgovornost za slovensko državo v svoje roke. Zato hočejo na demokratične volitve in z njimi prevzeti oblast. Pučnik je pozneje večkrat povedal, kako so se navzoči novinarji tej njegovi izjavi posmehovali. Posmehovanje Demosu in njegovemu voditelju je bil na to ves čas obstoja Demosa tenor večine slovenskih tiskanih medijev. Kljub temu je Demos na volitvah aprila 1990 v najvišji slovenski zakonodajni organ, Republiško skupščino, odnesel zmago z 54% nad strankami bivšega režima. Ne bom zdaj našteval, druge pač so dobile menj. Vse tri skupaj so dobile 46. To se pravi prenovljeni komunisti, prenovljena SZDL v socialistično stranko in preimenovani socialistični mladinci v liberalno-demokratsko stranko. Rezultat, uspeh Demosa bi bil sigurno večji, če ne bi bil volilni sistem tak, da je omogočil v en zbor, takrat so še te zbore volili, v zbor združenega dela, voliti na korporativni delegatski način, v katerem so pa seveda stranke bivšega, politične sile bivšega sistema imele absolutno premoč in v tistem zboru dosegle precejšno večino. Ampak v glavni, v družbeno-politični zbor je pa seveda zmagal, je pa bila odločilna zmaga Demosova. Volitve pa so v Demosovi koaliciji ustvarili nelagodje. Člani Slovenske demokratične stranke, ki so bili prvoborci slovenske pomladi in bili polni samozavesti in zmagovitega pričakovanja, so dobili na volitvah mnogo pod pričakovanji. Le malo več kot 9% glasov in postali šele tretja Demosova stranka pomoči. Tako so izgubili pravico postaviti predsednika vlade, kar je želel postati Dimitrij Rupel, ki je po predhodnem dogovoru znotraj Demosa pripadal najmočnejši Demosovi stranki, to pa so bili slovenski krščanski demokrati in njihov predsednik Lojze Peterle. Peterle je s svojimi krščanskimi demokrati odločil, da odstopi svojo mandatarsko pravico predsedniku Demosa, dr. Pučniku, katerega stranka pa je dobila tudi samo proti pričakovanju malo, samo 7,3%. Pučnik je po krajšem oklevanju na prigovarjanje obeh Hribarjev ponudbo odklonil. Zakaj sta mu prigovarjali, na to bi še bilo treba razjasniti, oziroma mi ne moramo nič razjasniti, enkrat ne po pravic, po resnici povesta. Ja. Jože Pučnik mi je samo rekel večkrat, ja, toliko sta me pregovarjala, sicer pa res se nisem bil posebej navdušen, to je bila težka funkcija, pa sem rekel, pa ne bo Lojze, ne. Lojze ima neko pomoč, ki jaz nimam. Lojze je imel pa pomoč, to pa tudi se lahko reče, ne, zelo umnih ljudi iz škofije in pravzaprav iz krščanskega občestva, če tako rečemo. No, Pučnik je to po krajšem klevanju na prigovarjanju obeh Hribarjev odklonil in vlado je sestavil Lojze Peterle, s čimer
s čimer pa vodilni člani Slovenske demokratične zveze se niso mogli sprijazniti, čeprav so njihovi vodilni člani dobili nadproporcionalno veliko zastopstvo v vladi in zlasti po teži svojih državotvornih resorjev. Rupel je postal zunanji minister, Bavčar notranji minister, Pirnat pravosodni minister. Tako je bila v sam začetek Demosove vlade položena klica nesporazumov in sporov, kar so dobro izkoriščale stranke starega režima in ovirale zakonodajni proces, ki je poskušal Slovenijo čim prej in čim bolj izvleči iz preteklega režima. Do sodelovanja Demosa in strank bivšega režima, sedaj v opoziciji, je prišlo le v odločilnem vprašanju slovenske državne osamosvojitve z narodnim plebiscitom. V takšnih razmerah so socialdemokrati v Demosovi vladi igrali objektivno gledano najbolj konstruktivno vlogo, čeprav so bili dvakrat oslabljeni s slabim volilnim rezultatom in s Pučnikovo predsedniško funkcijo v Demosu, ki ni imela direktne povezave z institucijami oblasti. Prednjačili so v jasnosti in odločnosti zahtev po čimprejšnji slovenski državni osamosvojitvi, niso se vključevali v ideološke razprtije med katoličani in liberalci o preambuli ustave, ki naj bi vsebovala formulacijo svetosti življenja. Izražali so zadržke o vračanju velike zemljiške posesti katoliški cerkvi, opozarjali na potrebe jasne objektivne ocene o škodljivosti socialistične revolucije v teku narodno-osvobodilnega boja in tako dalje. Zato so bili tarča napadov prenovljenih komunistov, predvsem pa njihovega podmladka, preimenovanega v LDS, ki včasih prešel mejo dobrega okusa. Liberalni tekmeci, tudi zavezniki, so socialdemokrate dolžili da svojo spravljivo politiko omogočajo razmah klerikalizma, ki ga poskuša vzpostaviti Peterletova vlada. Tudi v socialno-gospodarskih vprašanjih so se socialdemokrati držali preudarno, gospodarski minister Meinsinger, dokler ni odstopil iz protesta zoper koncepte eksperta, ki ga je povabil Lojze Peterle, ameriškega ekonomista Saksa. Najpomembnejše dejanje socialnih demokratov pa je bil predlog njihovega predsednika Jožeta Pučnika o narodnem plebiscitu, za katerega se je Pučnik, torej o narodnem plebiscitu, o tem je na slovenskem, saj so ene 5 variant, kdo vse je zaslužen, kdo je Pučniku prišepetoval, Pučniku ni bilo treba prišepetovati, to je bilo že demokracija, smo že na glas govorili, zdaj bom še jaz eno povedal, še eno moje mnenje, da se je Pučnik po mojem mnenju odločil za plebiscit sredi oktobra v Beogradu, ko sva bila na obisku pri ugledni politologi in bivši pomembni političarki Latinki Perović, ki je bila odkrita nasprotnica Miloševićeve politike. Tedaj sta zelo dolgo govorila in takrat je bilo v Beogradu rečeno, ja, Slovenci so dobri, oni ne bi šli iz Jugoslavije, tale banda na vrhu, ta jih vodi, to so separatisti, vse mogoče so imenovali svoje bivše prijatelje in tovariše, in Latinka Perović je rekla, veste, kakoli boste naredili, kakršenkoli bo sklep skupščine, to bo vse premalo, to je zmanipulirana politična grupacija, ki je to naredila, napejte na plebiscit. To je tako močno dejanje, tako močen akt, da ga nihče ne more oporekati. In ko sva se nazaj z letalom peljala, je Jože rekel, moj dom, ja vidiš, tole bi bilo pa res najboljše. Pol je on se svojimi prijatelji, ki jim je sicer zaupal, takrat so mu bili zelo jih je cenil, nekatere pravnike, so potem to se zmenili in je tu pod Karavankami predlagal v Poljčah. Ja. Takoj bom jaz končal. Takoj bom končal. Ja. Jaz sem si prej bral, sem mislil, da sem malo hitrejši, ampak hitim, pa se zajeclam, zdaj pa za konec bom pa lepo prebral.
Po zelo uspelem plebiscitu, ko je Slovensko republiško predsedstvo še poskušalo s pogovori doseči nek konfederalni sporazum z ostalimi jugonarodi in republikama, je bil socialdemokrat Putnik tisti, ki je konec februarja 1991 jasno in odkrito na TV poudaril, da bo Slovenija junija 1991 uresničila plebiscitarno odločitev in razglasila samostojnost ne glede na pomisleke kogarkoli, ker je to njena legitimna pravica. Zaradi tega je bil deležen neokusnih kritik. Med osamosvojitveno vojno so nekateri člani socialdemokratske stranke odigrali pomembno vlogo zlasti v prizadevanju informirati mednarodno javnost in politiko, kaj se v Sloveniji dogaja in zakaj je leta oklicala svojo samostojnost. Ta dejanja so zabeležena v raznih TV in tiskanih arhivih. Zdaj ne bom govoril o naših slabih odločitvah, da smo pristali na likvidacijo Demosove vlade, da smo vstopili v prvo vlado Janeza Drnovška, kjer smo zelo utrpeli škodo v javnosti. Zdaj bom povedal samo nekaj, kjer smo pravzaprav sami zagrešili kakšno napako. Ko so se v vladi kazali, da smo šibki, predno smo zelo omagali, so se pojavile, torej so bile na dnevnem redu volitve v državni zbor, to je bila že ustava, ki je spremenila vrhovni oblastni organ, ga zmanjšala 3-kratno skoraj. No in tukaj se je neka hecna zgodba primerila, ne bo neki v tem resnem referatu en mečken odsvirkec. Ko smo v svetu stranke, ki je bil takrat najvišji politični organ, govorili, kakšen program bomo imeli in potem tudi, kakšno bi bilo tisto vodilno geslo. Takrat sem kot član strankinega sveta predlagal slogan: prava demokracija je samo socialna demokracija. Zdaj, če bi pisali z veljkom, mi smo rekli socialna, kar je lahko bilo naša stranka, socialna demokracija, ali pa tudi demokracija, ki je socialna. Ne? No, večina članov sveta je bila za ta slogan, tudi ko sem prišel na naslednjo sejo, je vodja volilnega štaba, en mlajši fant, začetka socialdemokrat, predsednik mladinskega odbora, na Janševo in Pučnikovo nagovarjanje predlagal slogan Skupaj bomo zmogli in pridobil večino sveta z obljubo, da bodo na volilnem plakatu fotografije celega sveta. Vsi bi se radi seveda videli na sliki. Malo ironično sem jim povedal, da je to prazna fraza in da lahko ponudi, da jo lahko ponudi vsaka stranka. Še večje razočaranje pa sem doživel in drugi naivni člani sveta še bolj, ker sta na sliki plakata sta se pojavile samo Jože Pučnik in Janez Janša s sloganom Skupaj bomo zmogli. Bil sem malo hudoben in sem Jožetu rekel, da bi bilo prav, da bi uporabil pod takšno sliko dvojino Skupaj bova zmogla. Bilo mu je malo nerodno. Pa pustimo ta hec. Ta pripetljaj ni bistveno vplival na naš slab rezultat na volitvah, ampak le malo zbudil posmeha pri naših konkurentih. Nekaterim pravim socialdemokratom v stranki pa se je začelo svetlikati, da gre stranka, da je skrenila socialdemokratske poti notranje demokracije. Volilni rezultat, ta zadnje par stavkov, nam je bistveno pokvaril naš bivši član, celo predsednik občinske organizacije Ljubljana Center, Zmago Jelinčič, ki je malo pred začetkom volilne kampanje izstopil iz naše stranke in ustanovil Slovensko nacionalno stranko, ki je z nacionalno demagogijo pridobila članstvo. Ostaja pa odprto vprašanje, kdo mu je organizacijsko in mobilizacijsko pomagal. Morda bomo tudi to še kdaj izvedeli. Jelinčič je hodil za nami, za našim zborovanjem in po končanem naših volilnih zborih na istem mestu organiziral svoj miting,
na katerega so prišli tudi, oziroma ostali tam tudi naši člani. Zelo nam je škodoval in na volitvah smo dobili komaj 3,4% glasov in skozi šivankino uho se prebili v parlament. Naslednji napačni korak po volitvah pa je bil vstop oslabljene slovenske socialdemokratske stranke Slovenije v drugo Drnovškovo vlado. Kdo je to forsiral, ta korak, ne morem reči, vem pa, da je bila večina strankinega sveta proti vstopu. Dokončen udarec evropske socialdemokracije na Slovenskem pa je bil leta 1994 sklep socialistične internacionale v New Yorku, da sprejme v svoje polnopravno članstvo slovenske prenovljene komuniste, socialdemokrate, Pučnikove, Tomšič Pučnikove in takrat že Janšove, pa pusti v čakalnici. Hvala lepa in lepo prosim, oprostite, da sem malo predolgo vas štrapaciral.